Čas je, da pogledamo, kaj je za nas nocoj pripravil naš korespondent Luki. Zdaj, jaz razmišljam resno, da bi namesto njegovih prispevkov reč kakšno risanko predvajali. Trenutno nimamo pravic še za nobene, zbiramo. Mali leteči medvedki bi gledali. V glavnem, danes bo še Luki. Mi je žal že vnaprej. Pozdravljeni. Sploh vas nisem opazil. Veste, kako rečejo, da jeze ni dobro zadrževati? Da tisto, ko nam gre kdaj pa res na jetra, da nam poči živc, da lonec odleti, ko rečejo, ali pa ko po domače rečemo, tole mi gre pa res na kurac. Ja. Ni dobro zadrževati jeze v sebi, zato pa dobrodošli v Lukijevem naslonjaču neutesane jeze. Danes bom delil z vami, na primer, kaj gre pa meni res na jetra. Kaj pa mene res kdaj razjezi. Veste kaj? Na primer, ko stopim na avtobus. Lep, sončen dan, prijetna in umirjena vožnja z avtobusom, na katerem lahko berem svojo knjigo. Prijetno. A kaj jo zmoti? Na primer, zmotijo skupina neotesanih mladcev, ki pridejo na avtobus, se usedejo, se glasno pogovarjajo, potem pa še poslušajo glasbo na glas. Glasbo na glas na telefone. A nimate za kakšne slušalke ali pa kaj tacga? Ampak saj to je v redu, to niso oni krivi. To niso oni krivi. Verjetno so krivi njihovi starši, verjetno je kriva družba sama, da kaj takega sploh dopušča. Ampak veste, kaj gre pa meni res na jetra? Na jetra mi gre to, da družba potem mene družba sili, da vstanem, se obrnem in sem ta 40 let star foter, ta cringe foter, ki vstane in gre, oprostite, niste sami na avtobusu. In potem te oni tako začudeno gledajo in ne veš, a bo konfrontacija, a ne bo, a se boš mogel še bolj jeziti, drugi te gledajo in so tako, joj, kaj je mogel pa on to reči, eni so tako, ja, še dobro, da je rekel, ampak mene zanima, zakaj sem jaz edini? Zakaj ni enega družbenega mehanizma, ki bi mene varoval? Zakaj ni zraven takoj ostala še ena gospa, pa en gospod, pa ena mama, pa rekla, ja, prav je, mi bi tudi radi imeli mir na avtobusu. A veste, zakaj ne? Zato, ker tudi ona gospa govori na zvočnik po telefonu svojo prvateljco Magdo in ji govori, da joj, koliko jo boli, pa nekaj tacga. Sej v redu, sej prav, pošljite si SMS-e, sej lahko povečate une črke, da se vse vidi. A jaz ne morem na avtobusu knjige o miru brati? A je to preveč v 21. stoletju? Japonci to vejo. Na Japonskem, ko greš na avtobus, pa na vlak, se nič ne zgodi, tišina je. Vsi imajo slušalke, gledajo, ne zavzemaš preveč prostora, nisi glasen, ne vedeš se neprimerno. Kaj pa pri nas, kada si v cirkus prišel? Kaj je to, avtobus ali živalski vrt? In zato, na primer, ko slišim, da imajo eni ljudje neki proti tem socialnim točkam na Kitajskem. Točke, oni točkujejo svoje državljane. Ja, koliko so pridni, koliko se lepo vedejo. Mogoče mogli mi to tudi uvesti, ne? Poslušati tvoje YouTube filmčke, ja, tukajle na avtobusu, pa pogovarji se na glas, pa ne vem kaj deli, koven, deli kar hočeš, ampak ne boš pa šel pol v McDonald's. Hočeš v McDonald's? Ne moreš, ker nimaš dovolj socialnih točk. Nimaš jih. Tako vas lepo prosim, da naslednjič, ko vidite, da se nekdo na glas pogovarja na avtobusu, vlaku, drugem javnem prevozu in s tem kali mir naše umirjene družbe, ki ima že tako preveč stvari, ki nas spravljajo v jezo in v obupo. Sej v politiki sploh nam začel govoriti, ali pa v gospodarstvu, ali pa zakaj ljudje še smer cigarete po tleh mečejo. Lepo vas prosim, pa pobirite dreke za sabo. Ne vaše, ampak od vaših psov. In zato apeliram na vas, da naslednjič, ko vidite nekoga, da vrže cigarete, da na javnih mestih ne pobere kakca od kužka za sabo in da kali mir na avtobusu, kjer se vsi hočemo le peljati domov ali pa v službo, že tako smo imeli naporen dan, a moramo pol še vas poslušati, da vsi skupaj vstanemo in rečemo, oprostite, na avtobusu niste sami.
In da res malo znorite. In da ne se zamislijo, jaz hočem videti, kako zaardijo, se zamislijo, pogledajo v tla. Lih tok, da mamice ali pa očije ne pokličajo. Jaz hočem imeti svoj mir, hočem imeti čiste parke, brez cigaretnih ogorkov. A jih jaz sem tudi kadilc. A mislite, da ga vržem na tla? Ne, v žep ga dam, v žep. A nimate pralnega stroja? A Bluetooth slušalk si ne morete prvošati? Tako da lepo vas prosim, a smo dovolj razviti kot družba ali nismo? Ker jaz se ne morem skozi takole jeziti, ker ni dober za moj srce. Tako da dejte mi pomagati in dejmo ustvariti eno lepšo in bolj umirjeno družbo za vse nas. Čisti parki in čista ušesa, čiste misli, mirno srce. Hvala, da ste bili v Lukijevem naslonjaču spontane jeze in do prihodnjič, ko bomo načeli pa kaj, ko gre pa vam res na jetra. Pa zakaj sme tako snemo, no? Kako bo pa to izgledati? Pa hotel sem, da kdo zadnji hod, rekli smo, da bi imel kavč, to so umetne rože, to se vidi, No, to nam razbil, ker to izgleda, da nekaj stane. Ne morem z vami delati, ne morem, še najmanj pa z Markotom Žerjalom. Človek se boji ljudi, skozi je pred enim green screenom, pejt kdaj mal ven, živi realno življenje, vidi realni svet, bodi poet! Bodi poet! Prekleto! Zakaj imamo tako družbo? Zakaj? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.